Lep pozdrav iz Trbovelj, iz mesta akrobatov, kjer mladi podjetniki iščejo svoj prostor v podjetniškem svetu. Podjetje Kronoterm ga zagotovo je, saj so v svetovnem vrhu v proizvodnji toplotnih črpalk, so eno najboljših srednje velikih podjetij v Sloveniji. Njihov glavni trgi pa so zelo zahtevni: Švica, Avstrija, Italija. Začeli so v garaži, se potem razširili še na hlev in ko je hlev postal premajhen, so šli naprej. Podjetje je že v rokah druge generacije. To, kar je začel oče Rudi, zdaj nadaljuje sin Bogdan, ki se je z invalidnostjo spopadal pri 15 letih in pravi: sprijaznil sem se z dejstvom, da ne morem hoditi, toda nikoli se s tem ne moreš povsem sprijazniti. Toda vse to ga ne ovira pri njegovi podjetniški poti. Lep pozdrav. In hvala, da si se odzval vabilu. Te bom kar tikal, ker se nekaj časa že poznava, če se strinjaš. Z veseljem. Daj mi povej, kaj so bile tvoje otroške sanje? Moje otroške sanje so bile v bistvu inženirstvo. Da bom nekaj v tem delu, ker sem že pač kot majhen ves čas nekaj ustvaril v delavnici, neke mehanizme in podobne stvari, se pravi nekaj, da je delal ali pa popravljal kolese, motorje. To me strašno veseli, da si nekaj zamisliš, nekaj narediš in potem vidiš, kako to deluje. In ja, sem si vedno pač želel ali pa predstavljal, da bom nekje v nekih inženirskih vodah. No. Si jih uresničil? Lahko rečem, da ja. Da ja. Od kje ravno toplotne črpalke, ki so zdaj zelo popularne, ne, ker varčujejo z energijo? Pred leti, ko je vaš oče začenjal, pa še ni bilo tako. Ne, v bistvu oče je imel eno tako res za takrat zelo vizionarsko željo oziroma idejo. Namreč okrog leta 1976 se je kot razvojnik v Gorenju se je spoznal z tehnologijo toplotnih črpalk in takrat nekako se zaljubil v to in mu je pač se pojavila ta želja, da bi res to široko uporabnost toplotnih črpalk nekako ponesel širše med ljudi. Na kar nekako v takratni službi ni bilo nekega posluha, potem se pa leta 90 odločil, pa ustanovil svojo firmo z mamo Termotehnika in tam je v bistvu potem se začela vsa ta zgodba s toplotnimi črpalkami, z razvojem trga, z dokazovanjem. Zelo rad je imel tak inženirski pristop, pa dokazoval z meritvami, pa laboratorijem, da to res deluje, ker ljudje mogoče včasih težko dojamejo, ne, kako, a to je električni grelec, to nekaj dogreva, kako lahko to toploto jemlje, ne vem, iz zraka in podobno. Ne. Tako da je bilo kar nekaj let potrebnih, da raznih predstavitev na gasilskih domovih, raznih gostilnah, zadružnih domovih takrat, da so ljudje to zmaj začeli sprejemati, na začetku sploh kakšni te tehnični zanesenjaki. Ne. Potem pa, ko je bilo čedalje več uporabnikov, pa referenc, se pa ta glas širil med ljudi in se je ta trg pa povpraševanje potem z leti čedalje bolj večal. Drži, da je očeta mama prepričevala, oziroma da je bila tista tehnica, da je šel na svoje izgorjenje? Ja. Ja, res je. Kaj je ona takrat videla, kar on ni? Mama je taka za akcijo. Rada ima, da smo kaj gradili, kaj postavili, kaj novega in je tudi potem tukaj videla pač eno priložnost, da v tem delavnici od njenega očeta pa v hlevu naredimo prvo delavnico, pa da se začne nekaj delati, ker takrat v Atjevi službi ni bilo neke perspektive. In
In tukaj je mogoče ta neka energija, želja, da se nekaj novega ustvari, ena zgodba začne. Čeprav verjamem, da po drugi strani je pa tudi bilo težko, ker nekaj, kar so generacije delale, se pravi kmetija, potem zemljo obdelovali, to opustiti, mislim, da je kar težka odločitev, čeprav se sliši, okay, pač nekaj drugega delamo, ampak mislim, da osebno pa ljudje potem, ko pride do tega, malo drugače to doživljajo. Tako da, ja, to je nekako. Katerega leta se je vse torej začelo? Kdaj oče? Katerega leta? Leta 90. Kdaj pa ste se potem vi zaljubili v te toplotne črpalke, če tako rečem? Ok, jaz sem odraščal, se pravi, jaz sem 81-letnik, pa sem nekako potem odraščal tudi z rojstvom termotehnike, zdaj Kronoterma, in z razvijanjem, z prvimi zaposleni in tako naprej, in širitvijo, nekako jaz si nisem niti predstavljal, niti želel, da bi to kdaj prevzel ali pa bil v takšni vlogi, kot sem zdaj. Zakaj ne? Mogoče zato, kot otrok, ko poslušaš vse te gobe staršev, ker ko se neko podjetje ustanovi na začetku, je res, je pač hočeš nočeš, je vsa družina vpletena. Tudi, ne vem, kar nekaj let smo živeli samo od plače od mamice, ki je bila učiteljica, ker ves narod atjeve plače je šel za material, za pač kot kapital nazaj v podjetje, za nabavo materijala, za potem poravnavo dobaviteljev, potem, da so se pač vedno bile plače tistih 2-3 prvih zaposlenih in podobno. Pa potem sploh na začetku, ko se boriš s trgom, oziroma na trgu pojavljaš, pa so naročila, pa kdaj niso, pa upade, pa je polno nekih strahov, pa dilem, pa teh stvari. In to seveda hočeš nočeš, pač otroci to čutimo. In mislim, da pač veliko otrok, nekih podjetnikov ima podobne potem izkušnje, pa si reče, ok, bi rajš kaj drugega, ne, kot tole. Ampak Kdaj se je potem zgodil prelom, ko ste pa vseeno rekli, bom pa šel, pa prevzel, pa delal? Ok, ko sem zaključil fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani, sem v bistvu že sproti pač malo spletne strani delal, pa to za termotehniko, za podjetje. In potem, ko sem zaključil, sem se pa zaposlil v podjetju, pa počasi prevzemal. Takrat smo kar precej hitro rastli in v bistvu je iz nekih, recimo takrat je bilo tako, da ena oseba lahko veliko nekih funkcij pokriva. Si bil za marketing, pa si bil za razvoj, pa si bil za, ne vem, prodajo, pa še marsikaj, se pravi vse v eni osebi. In potem se pa takrat pač že bile potrebe, da se to pa malo bolj specializira, ne. In število zaposlenih je tudi začelo precej rasti iz, ne vem, tistih 20, potem na 40, pa 60, pa tako naprej. In sem od začetka prevzel, kot sem že omenil, razvoj, potem tudi prodajo, pa se pravi te razne namenske naprave pa rešitve. Zelo bil tudi vpleten v samo testiranje toplotnih črpalk, pa razvoj novih. In potem, ko nekaj ni šlo, te pa jezi, pa te gloda, pa se študiraš dneve in noči, kje je zdaj problem, kako to rešiti. In potem to postane en taki izziv, igra, ne vem. In mi je postajalo čedalje bolj všeč. In pa lahko rečem, da sem se tudi zaljubil v to.
Ampak zdaj ste tukaj govorili, ne, pa te pol, pa študiraš, kaj je, pa kaj ni šlo v redu in tako naprej. Kaj ste pol zdaj vi bolj po srcu, bolj direktor ali inženir? Bolj inženir. Bolj inženir. Ja. Tako da, kot sem rekel, pač, nekako v življenju, kar mi življenje prenese na pot, nekako poskušam to čim bolje oddelati. Ne. In tudi, ko je potem prišel čas, da je oče šel do leta 2010 v pokoj, so te razmišljali, kaj narediti. Sem rekel, okay, bom pač poskusil v direktorski vlogi, pa je potem nekako kar šlo. Kot inženirju mi je bilo seveda velik šok, ker sem kar naenkrat se mogel začeti ukvarjati tudi s psihologijo ljudi, ukvarjati z zaposlenimi, z vsem tem, z odnosi, z racionalno, iracionalnimi dejanji in odločitvami in tako naprej, ampak sem rekel, ok, sem pač z tega področja mogel marsikaj naučiti, pa v bistvu tako kot se vsak dan kaj novega naučim in od ljudi in pač od nekih strokovnjakov, zaposlenih. In potem čez čas pa postaneš tudi v tem nekako malo bolj domač. No. Malo bolj domač. Ja. Sam za korak nazaj se bom še vseeno vrnil. Kako sta funkcionirala z očetom v podjetju? Ne? A je bil morda pokroviteljski do vas ali vam je dal vso to svobodo, ki ste si jo želeli? To je prav zanimivo. No? Nekako organsko je šlo. Ni bilo nikoli, da bi imela midva kakšnih trenj. Zato, ker ko se je podjetje razvijalo, je oče malo prodajo, razvoj pa te stvari upuščal, ker se je mogel bolj posvetiti kadru pa financam potem. Ne. In je v bistvu pač zaradi količine in ljudi in vsega je tisto pač prepustil meni. In je potem nekako to organsko šlo, do potem, ko je šel v pokoj, ko je še tista dva področja nekako mi tudi uradno predal. Ja, seveda je, kot je velikrat prišel pa rekel, ok, mi smo pa to včasih drugače, pa bi drugače, pa gor pa dol, ampak jaz ne vem, nikoli nisem to vzel kot neke hude očitke, ne, kot malo sem mogoče na nekih področjih bolj vedel, kako je trenutno stanje, ne. Vedel, kaj želimo narediti, ne, in kam tudi neke stvari pač kažejo. Tako da tukaj rekel, je šlo fajn, organsko, nismo imela nekih trenj glede tega, tudi ni imel problemov, kot je marsikje, da bi spustil. Ne. Je spustil? Je spustil, ja. Mogoče tudi zato, ker je res, če nisi vsak dan noter v tem, toliko se dogaja, toliko široko področje, da potem nimaš pravih informacij in potem se tudi težko sodiš pa odločaš, kaj je prav in kaj ni. Vi zdaj proizvajate, oziroma najbolj ste znani, proizvajate še več stvari, bo do tega prišle pri teh toplotnih črpalkah, kjer je konkurenca na trgu res velika. Ne? Vaši konkurenti so uveljavljene blagovne znamke, prihajajo res z vsega sveta, ne samo z Evrope, ampak res iz vsega sveta. In zdaj, ko človek to gleda, bova šla še naprej, ne? Pa ta Nemčija pa in vse tako naprej. Pa kje ste vi zdaj najdli to tržno nišo, ne? Da ljudje rečejo, mi bomo pa kupili Kronotermovo toplotno črpalko, ne, in ne neke uveljavljene, recimo v narekovajih, ne, blagovne znamke, ki dela še druge stvari, pa je znana recimo še po drugih produktih. Kje je zdaj ta vaša prednost, kje je ta tržna niša? Zdaj mogoče v nekih nijansah, pa odkot sploh vse to izvira. Eno je, da od same ustanovitve podjetja smo izključno s toplotnimi črpalkami ukvarjamo. Medtem ko vse te pač mogoče malo večje korporacije, ki si jih tudi omenjal,
Prej so prej delale oljne kotle, pa plinske, pa ne vem kaj, pa se zdaj pač v zadnjih letih, ko je postal trend, pa ko so videli, da bojo pač zgubili posel, če ne bojo, so se začeli ukvarjati s toplotnimi črpalkami, ne. In tudi proizvajalci klim so pač delali leta in leta klime, so videli tudi priložnost v tem, da pač malo klimo predelajo, pa bo tudi toplotna črpalka, ne. Kar pač pomeni, da gre, ampak kako in kaj je pa druga stvar. In mi vidimo pa predvsem v tej specializaciji, ki res že od začetka delamo veliko na tem, da probamo začutiti trg oziroma potrebe ljudi, kaj rabijo. Pa mogoče čist za malo komično, ampak od začetka, da smo dokazali, kako uporabne so toplotne črpalke, smo delali sisteme od to, da ne vem, je kmet dal del pač toplotne črpalke v parjalnik v kanglo, za mlek pa je tista toplotna črpalka mlek hladila, pa grela sanitarno vodo, da so imeli zvečer za tuširanje, ne. In recimo kletne hladilne naprave smo tudi precej takrat v prvih letih delali in enako je hladila toplotna črpalka klet, pa je grela sanitarno vodo. Se pravi, take specialne rešitve in tudi potem za industrijo, uporaba odpadne toplote, tako naprej, no. In mogoče smo potem, da je bolj po tem segmentu naša prepoznavnost zrasla. Ja, in seveda, zdaj, ko je pa konkurenca na trgu res, rečem, nora, ne vem koliko tisoč raznih modelov in na stotine proizvajalcev po celem svetu, pa nekako poskušamo to še naprej peljati. In ko rečem, zadnjim 2 generacijam toplotnih črpalk, ko smo naredili rebranding leta 2017, prišli mal čez ta razmislek, kje je res naša pozicija in naše, ne vem, in vrednote in potem naše, rekel, prednosti. Smo v zadnje 2 generacije toplotnih črpalk res razvili take, ki si jih enostavno ljudje na trgu želijo. Ker smo Kar izvolite, kar ker smo naslovili glavne probleme, ki jih je ta boom toplotnih črpalk na trgu povzročil. Kateri so bili ti recimo glavni problem? En od teh zelo velikih problemov je hrup. Medsosedski spori. Namreč, velikokrat se je naredilo, da je pač nek investitor kupil toplotno črpalko, seveda kam je postavil? Tja nekje na mejo, ne? Da ne bo njemu tam ropotalo. Pa sosed odpre okno, hoče spati, pa ne more. In potem je še vedno prihaja do strašnih sporov. Tukaj nimamo v Sloveniji ravno zakonodaje glede tega preveč urejene. In so to res hude, težko je rešiti to zagato, ne. Potem pa še mogoče neke stare medsosedske zamere, pa se še to še prilije olje na ogenj. Tako da smo imeli primere, ko je en sosed, ker od druga soseda bila toplotna črpalka glasna, klical k nam pa rekel, je spraševal ne po tihi toplotni črpalki, ampak koliko imamo najglasnejšo toplotno črpalko, pa če lahko naredimo še glasnejšo, zato ker mu jo bo postavil na mejo, ker on sosed noče slišati, je noče predstaviti, tako da sem rekel, ampak to je čist izven naših vrednot, pa tega, da hvala, ne bomo tega naredili glasno. Do recimo druge skrajnosti, ki je mene zelo fascinirala, ko je ena stranka našo toplotno črpalko Adapt kupila, pa bila pač zelo zadovoljna, sosed je pač nekaj drugega azijskega imel, pa je tam, pač, rekel, vsi sosedje so malo trpeli zaradi tega. In se je odločila, pa mu kupila
našo toplotno črpalko, da je zamenil Sosedu. Ja. Da je imel mir, da je bilo. Da so potem vsi imeli mir, oziroma pa da so odnosi lahko naprej bili dobri, da ni vse potihoma glodal ta težava. Tako da, ja, zanimive zgodbe. Hrup ste rešili, ne? Tukaj ste v vrhu. Ja, no, in potem, ko smo šli mi razvijati toplotno črpalko, smo rekli, ok, zdaj pa mi lahko napišemo, ima toliko in toliko decibelov, zdaj kam jo boste pa postavili, vas bo to motilo ali ne, je pa pač vaša stvar. Ne? Ok, mi smo zaščiteni, ampak v resnici pa ni ravno tako, ne? Ker vseeno lahko pride do neprijetnih situacij. Smo rekli, ok, je naš cilj narediti toplotno črpalko, da je tako tiha, da jo lahko monter ali pa investitor postavi kamorkoli, tudi pod svoj spalnično okno, pa da ne bo moteča. In na tem smo res ogromno, ali pa razvoj res ogromno naredil, tudi veliko pozornost smo dali na tako imenovano tonaliteto, se pravi, vi lahko imate nek zvok, nek hrup, ki ima kar visoke decibele, tako kot je recimo veter, šum vetra ali pa ne vem reke, pa vas niti ne bo motil. Lahko imate pa nek piskajoč, nek mehanski zvok, ki ima pa, ne vem, lahko tudi precej manj decibelov moči, ampak vas bo pa motil tako, da ne boste mogli ne spati, pač ne boste mogli ob tem zvoku živeti. In tudi pri tem smo dali velik poudarek, da res ni izstopajočih tonov, da je vse bolj, če je že šum, da je tak, rekel, čim bolj naraven, čim bolj enak, da ni izstopajočih tonov, ki bi, ne vem, nekaj čujem, kaj je to? Ne, tega ni. Tako da ja, to in lahko rečem, da nam je uspelo. Ampak vi ste v začetku leta ste na trg poslali novo generacijo geotermalnih toplotnih črpalk, pa mislim, da pred 2-3 meseci novo generacijo toplotnih črpalk zrak, voda, ki so najbolj učinkovite, ne? In to je potem, ko recimo se pripravljaš na pogovor, je frapantno, ne? Ki so najbolj učinkovite v svojem segmentu v konkurenci 5 do 6 tisoč drugih toplotnih črpalk. Kako to uspe podjetju srednje velikosti iz Slovenije? Ja, to je, mislim, to tudi za nas eno veliko veselje za vse kronotermovce, ker želimo določene stvari, na katere damo poudarek, res želimo razviti najboljše, ampak ne samo laboratorijsko, ampak da je potem tudi, da tudi uporabniki čutijo. In ja, tako kot sem rekel, imamo kar precej let neke zgodovine razvoja toplotnih črpalk, tudi precej znanja, in nismo generalisti, smo specialisti samo za toplotne črpalke. Ne delamo še, ne vem, kup drugih stvari zraven, od fotovoltaike pa nekih kotlov za olje in podobno. In ja, ko smo se preselili v nove prostore, smo res tudi ogromno investirali v laboratorij z komorami, kjer lahko pripravimo res čist vse pogoje, razno vlaga, -30 stopinj, +50 stopinj, tudi sneg smo že pripravljali, se pravi, da res preverimo delovanje toplotne črpalke v vseh pogojih, ogromno znanja pridobili, smo tudi v bistvu razvojni partner Copelanda, to je ena velika svetovna korporacija, ki razvija, ki proizvaja kompresorje za toplotne črpalke. Tako da, in prava kombinacija, tako vrhunski kuharji, saj lahko pač, jaz iste sestavine uporabljam, pa ne bom naredil vrhunske jedi, tako je mogoče tudi tukaj neka prava kombinacija vseh teh sestavin nam da potem res to izvrstno vrhunsko učinkovitost. Zdaj bom šel še korak naprej. Znašli ste se tudi na prvem mestu na nemškem seznamu toplotnih črpalk BAFA, na katerem so vse toplotne črpalke na evropskem trgu.
Dajte nam razložiti, kako se znajdeš na vrhu nemškega seznama, oziroma kakšen seznam to je, da bojo tisti, ki naj gledajo in poslušajo, sploh razumeli v resnici, za kako pomemben dosežek gre. To je v bistvu en seznam, ki ga ima nemško ministrstvo za gospodarstvo, in sicer kjer morajo biti opisane vse toplotne črpalke, pač s ključnimi podatki o performancah, da so potem upravičene do določenih subvencij. Ampak ta seznam BAFA je nekako potem v Evropi neformalno postal kot en benchmark vseh proizvajalcev po svetu in potem vsi iz branže pač to spremljamo pa gledamo, kaj se tu tam dogaja, se kaj novega pojavili in tako naprej. In z novo to generacijo smo po učinkovitosti v tem razredu toplotnih črpalk, kjer mi delamo na prvem mestu. Tako da recimo zrak, voda, toplotna črpalka če vložimo 1 kilovat električne energije, pridobimo mi s črpanjem toplote iz okolja 6,2 kilovatne ur uporabne toplote. To je res za zrak, voda, toplotne črpalke vrhunska učinkovitost. In seveda potem s časom tudi drugi razvijajo, pač to je vedno ta boj. A mogoče vi v resnici zdaj žanjete tudi sadove tega, da ste, prej ste rekli, v gasilskih domovih, je vaš oče delal reprezentacije, kmete ste prepričevali in tako naprej, da v resnici tudi to, da ste orali ledino, v resnici, da imate to prednost, to nišno prednost pred zdaj temi velikimi korporacijami, ki so se kar naenkrat ugotovile, pa vlade dajo, pa zeleni prehod in tako naprej, dajmo mi zdaj tukaj narediti pa pokasirati. Mislim, v nekih segmentih sigurno, ko mogoče zaradi te zgodovine malo bolj čutimo, kam bo kakšna stvar šla. V tem smislu ja. Ampak drugače pa konec koncev pa tudi velike korporacije ogromno investirajo v nove proizvodne, v nove laboratorije, v razvoj toplotnih črpalk, tako da, ampak mi imamo kar, široko področje, za katere razvijamo rešitve, tako da verjamem, da tudi, če bo, nek segment časoma postal ali pa bomo mi malo manj konkurenčni, ker bo postal en commodity program, verjamem, da imamo kar nekaj drugih segmentov, ki pa vseeno zahtevajo nek malo bolj specialen pristop, kjer bomo še imeli vedno priložnost. Kako velik razvojni oddelek imate in zanimivo, vi več kot 65% proizvodne izvozite. Zakaj vztrajate, da je še vedno v Sloveniji? Zdaj, oddelek, če gremo na razvoju, je okrog, mislim, nekaj čez 20 strokovnjakov iz raznih področij, od vibracij, hrupa, potem termodinamike, konstrukcije in tako naprej, električne varnosti. Tako da lahko res pokrijemo vsa ta področja, ki so potrebna. Kar se tiče, zakaj vztrajamo še v Sloveniji, ne vem, lahko mogoče povem, da mi za ta prostor, kjer smo zdaj, smo se res, oziroma se je oče ful boril. Smo imeli priložnosti, da bi se kam drugam preselili, tudi objekte kupili, ampak oče vztrajal, da bomo tukaj v Trnavi, v Braslovčah. Tako da je še potem takrat ministra pripričal, da je pomagal, da so sprostili neka ta zemljišča tudi za industrijsko cono. In nekako je to tisto, kar nas še nekako tukaj drži. Pa ta lokalna skupnost, tudi večinoma zaposlenih je tukaj iz lokalne skupnosti. In
ne vem, to do neke mere tudi šteje, seveda, če pa se okolje za gospodarstvo nekako poslabša tako, da v bistvu je podjetje, ne vem, ogroženo, pa verjamem, da si pač primoran razmišljati tudi o drugih variantah, ampak zaenkrat želimo tukaj ustrajati. Želite tukaj ustrajati. Če gremo malce, vi imate na te tuje trge, se pravi, tukaj je Švica, pa je potem tukaj Avstrija, Italija, saj Švica, Avstrija, to so prav gotovo ene najbolj zahtevnih trgov v Evropi. Kater je švicarski trg najbolj zahteven? Kater trg je najbolj zahteven? Kateri kupci so najbolj zahtevni in želijo največ? So to Švicari? Švicari. Ja. Recimo tam imajo tudi glede hrupa že kar precej let strašne omejitve, tako da toplotno črpalko za rak voda, tako kot vidite pri nas pred hišami, je v Švici težko postaviti, oziroma moraš ti dokazati občini in tako naprej, da res neke zelo stroge norme glede hrupa, pa tudi po noči obratovanja dosega, kar recimo pomeni, da smo mi z razvojem toplotne črpalke Adapt tako nizko s hrupom, da mi že z osnovno toplotno črpalko zadostimo tem pogojem, kar recimo morajo pri večino drugih blagovnih znamk, če želijo postaviti pač zunaj hišo, morajo dokupiti razna ohišja, velika ohišja, ki dodatno zmanjšajo hrup, kar pa pomeni, da to je pa cena takšnih ohišij je pa v Švici od 4 do 7 tisoč frankov, kar pomeni, da potem pod črto je naša toplotna črpalka ful ugodna. Ker ni treba nobenih teh ohišij dokupovati, da lahko jo postaviš. Recimo, to so neki taki detajli, zakaj smo tudi mi zelo zanimivi za švicarski trg. In recimo, če boste v Zürichu, tam v mestu note nekjer videli raznih čilerjev za hlajenje, pa ne vem kaj. V glavnem, našo toplotno črpalko komercialno, DAP Max so pustili tam postaviti na streho, sredi Züricha. Tako da, to nam daje eno konkurenčno prednost, hkrati pa tudi seveda v Švici dosegamo boljše cene. Tako da, kar je boljšo dodano vrednost in zato nam je tudi v veselje za ta trg stvari razvijati. Bom naredil zdaj eno tako, se veste, ko smo se osamosvajali, smo ves čas poslušali, oziroma smo rekli, da bo Slovenija druga Švica, pa me zdaj zanima, če primerjate švicarskega kupca slovenskim kupcem, kje je razlika, kakšna je razlika, je sploh kakšna razlika? Razlika je v 20 tisoč evrih. Recimo, nek sistem toplotne črpalke za rak voda za hišo v Sloveniji stane tam 10, 13, 15 tisoč evrov. V Švici je to 30 tisoč evrov. Zakaj? Zato, ker so storitve v Švici tako drage. Mi imamo distributerje, tako da v bistvu to razliko do tržne cene seveda distributer vzame, ne mi, da ne bo pomote. Škoda, ja, ampak kljub temu pa vseeno dosežemo tudi do distributerja malo višjo ceno kot kje druge. Tako da v tem, kot kupec, pa lahko rečem, da slovenski trg zelo razvit in tudi kupci znajo zdaj točno pomembne stvari vprašati, na pomembne stvari gledajo, so zelo ozaveščeni večinoma. Tako da tukaj in tudi zahtevni. In tukaj glede tega bi pa rekel, da največja razlika je v nekih normah glede hrupa in podobno, ki jih država predpisuje. Kakšen pa je vaš odnos v bistvu do kupcev? In
koliko čutite te odgovornosti, ne, da bo toplotna črpalka delala, da bo servis v redu? Kako vi gledate na kupca? To v bistvu je ključna stvar, pa najbolj pomembna. Zato tudi ogromno vlagamo v naš servisni center, ker na koncu je moja želja in tudi vseh kronotermovcev, da če je nekdo kupil našo napravo, potem tudi lahko mora koristiti njeno delovanje in njene prednosti in tudi prihranke in zadovoljstvo. In to je resnično na prvem mestu. Ja, včasih nam tudi kaj gre narobe, zato pa pač imamo servis in se potrudimo, da na koncu pripeljemo stvar tako daleč, da je tudi uporabnik zadovoljen, pa tudi če kdaj treba kaj zamenjati ali pa karkoli. Ampak to nam je najbolj pomembna stvar. Če smo nekaj obljubili, da to na koncu tudi dostavimo stranki uporabniku. Zato je recimo za nas kakšen trg, tuj trg usvojiti, kar težko. Malo bolj kompleksno, ker moramo poiskati partnerja, ki je tehnično usposobljen, ki bo zagotavljal pač po celi tisti državi, po celem tistem območju servis. Se pravi, da bo naslednji dan ali pa najkasneje 2 dni pri stranki, pa bo zadevo rešil. To mi sami ne moremo, zato tudi ne odpiramo nekih svojih podružnic podobno in skušamo že najti iz te branže neke podjetja, ki imajo strukturirano določeno servisno mrežo, pa potem jih v bistvu mi tukaj šolamo, izobrazimo, naučimo naše toplotne črpalke pa sisteme servisirati. In to je tisto, kar je prva stvar, preden sploh gremo na kakšen trg, kaj prodajati. Katere trge recimo napadate še, kje vidite še prihodnost? Recimo angleški trg zdaj kar fajn razvijamo potem. Irski trg, iz Danske smo imeli pravno danes, pa včeraj tukaj, nove predstavnike, s katerim se dogovarjamo o nekem dodatni širitvi na danskem trgu. Nizozemski trg je tudi zanimiv, ker so pač imajo svoj plin, pa so mu rekli ne. In to čez noč, in je potem bila panika, kaj zdaj, gradbenih dovoljenj ne dobijo več za plin in morajo upeljavati ali vgrajevati toplotne črpalke. In to recimo so tisti, pa Nemčija, no, tudi tam sicer bolj na teh komercialnih vstopamo, poleg glavnih trgov, tako kot si že omenil, Avstrija, Švica, pa Italija je tudi kar za nas pomemben trg. Vaš oče, od katerega ste prevzeli podjetje, je dejal, da sta skupaj z ženo zmožna prenesti neverjetne obremenitve. Kako to? Sigurno. To je sigurno. Če pogledam njeno zgodbo, pa potem v bistvu pri nekje 50 letih iti na svoje, z neko tako zgodbo, ki si verjel v njo, ampak nisi imel nobenih zagotovil, kako pa kaj se bo odvilo. Potem pa zraven tega, da se ti še sin po nesreči postane invalid, ja, lahko rečem, da sta kar veliko kalvarijo dala čez, pa ogromno zdržala. Ko ste zdaj ravno omenil to invalidnost, pri 15 letih, ne? 14. Pri 14 se je zgodila. Kaj pa je bilo v bistvu? To je taka, tako banalna stvar, da včasih že težko razložim, ker mi smo na Silvestrov, pač tisti dan večer smo pri sosednji hiši v garaži se družili, pač otroci.
poslušali muziko, pa še neke tam rakete spuščali, zunaj je fejs snežil. In smo se tudi nekaj po snegu igrali in sem se jaz samo zaplužil naravnost po snegu, nič nisem skočil, ničesar, samo zaplužil sem se in se, ne vem, se je nekak sneg mi pred glavo nabral in mi je sam glavo tako nazaj butnal, da mi je počel en vretenc, pa malo stisnil hrbtenjačo. Niti praske, nič nisem imel. Nič. Sprav, in takrat mene nekaj zaboli, vstanem, tak čuden občutek sem imel, da nekaj ne štima, da nekaj ni v redu. Seveda, od tega, kar je bilo, nikakor nisem mogel predstavljati, da bi bilo kaj resnega. Ne? Okay, potem sem pa čez čas malo čutil mravljinčaste roke, prste. Sem rekel, mater, to pa nekaj res ni v redu. Sem šel noter, se pač oblekel bundo, da bom šel domov. In tam je pač cesta, malo klanca gor. Grem po tistem klancu, pa v bistvu me ena noga odpove, pa druga. Tega sem se na kolena sesedel. Potem nisem mogel več vstati, potem so prišli pa v bistvu prijatelji, me domov nesli, tam so me dali na vrata, so vrata pač dali pod bojev in poklicali rešilca. In ja, tako se je ta poškodba. Tako. In potem so sledili pregledi in tako so rekli, da ni nič, da pač bilo malo stisnjeno, ker jaz sem še pred operacijo, sem še tudi z nogam lahko migal. In potem je pa sledila operacija, pa umetna koma, po tistem v bistvu me pa, lahko rečem, skoraj vse odpovedano. Nisem mogel sam dihati, sem imel, potem je aparat dihal, pljuča sem 3-krat sesedla, tako da so me dodatno operirali. Hranili so me čez cevko. Tako da je bila res taka ena grozljivka, se pravi. Vsako sekundo, sploh toliko se je nekaj dogajalo, nekih stvari, da sploh tega ne moreš dojeti. Ne. In potem pa je nekako tisto, so me prebudili z umetne kome, pa počas sem poskušal sam dihati in tako naprej. Po 3 mesecih sem pa šel v Sočo na rehabilitacijo, kjer pa potem se v bistvu začneš učiti na novo živeti. Ne. Seveda, ko se ti kaj takega zgodi, mislim, enostavno pač ne moreš takrat dojeti. Potem pa seveda je vse zanimalo, tako mene kot tudi naše starše zdaj, kaj to sploh pomeni. Kdaj bom lahko shodil in tako naprej. Pa vem, da je zdravnica takrat rekla, ja, da to bo kakšno leto trajalo. Ne, se vsi jokali kot dež. In ja, takrat, tako kot sem rekel, čist ničesar nisem mogel sam narediti, čist od drugih in od aparatov bil odvisen. Potem pa zdaj, če sem lahko malo brutalno iskren, skoraj ni človeka, ki vidi nekega invalida, vključno z menoj še prej, ko pomisli, okay, če bi pa jaz postal invalid, pa v drugih odvisen, pa bom pa pač končal. Ne bom, nikakor nočem biti v taki situaciji. In ko se je meni to zgodilo, sem seveda popolnoma enako razmišljal. In se mogoče ironično sliši, ampak takrat je bila to moja motivacija,
da sem se res fejst trudil, da bi tako prišel k sebi, da bi lahko to tudi naredil. Ne? Ampak pač življenje je zanimivo. No? Potem pa, ko začneš malo žanjati neke male uspehe, ne? Okay. Zdaj bice oziroma triceps sem natreniral, se pravi, zdaj se bom lahko presedal. Okay. To je že zdaj nek uspeh, en čist nov aspekt kvalitete življenja. Okay, zdaj že z neko finto sem se naučil, da lahko zdaj sam jem. Okay. En napredek. Potem, okay, zdaj lahko sedim, recimo, niti vozička se nisem mogel sam poganjati, potem se pač natreniraš, tudi to usvojiš, navadiš, okay, zdaj lahko sem bolj mobilen in tako naprej. In potem te mali uspehi, ne vem, ti dajo takrat neko dodatno voljo, pa razmišljaš, okay, kaj še lahko dosežem, kaj še lahko zboljšam. In to potem pač traja nekaj let, dokler ne prideš pač do neke kakor tako stabilne ali pa, ne bom rekel, dokončne situacije. In v tem času se pa že v bistvu tudi malo navadiš novega življenja, malo pozabiš starega in začneš spet živeti. A drži, da so takrat, ko ste bili na Soči, se pravi, učitelji hodili k vam in da ste se učili, niste nikoli vrgli puško v koruzo? Ja, res je. To je bilo sredi takrat 8. razreda, jaz sem še bil v 8-letki. Vem, da sem pač zadnje tiste pol leta dokončal z izpiti, tako da so v bistvu moji učitelji iz osnovne šole mi dali snov, kaj moram predelati, in so potem prišli tja v Ljubljano, kjer sem pač zagovarjal, pa prek izpitov naredil, pa dokončal 8-letko. In jaz sem prišel iz Soče, sem bil 8 mesecev, ja. Oziroma ne, 6 mesecev sem bil v Soči in iz rehabilitacije sem prišel v petek, v ponedeljek sem pa že šel v srednjo šolo. V Celju. Ja. Tako da lahko rečem, da sem tukaj imel tudi od staršev tako res brezpogojno podporo. Sta nekaj želela, da pa mi tudi omogočila, no, da glede na samo situacijo sem imel kolikor je možno, čim bolj normalno izkušnjo otroštva pa najstništva. In potem vas je fakulteta in bivanje v študentskem domu v Ljubljani. Tako, srednja šola v Celju, gimnazija, potem pa sem nekako razmišljal, da je bilo to računalništvo, informatika najbolj zanimivo za mene. Zdaj, glede na to, da mi ne vem, prsti ne delajo, pa to ne morem zdaj z neko fino tehniko se ukvarjati. Okay, računalništvo najboljše. In sem šel potem na fakulteto za računalništvo in informatiko in v študentski dom v Rožni dolini, blok 5, kjer lahko rečem, da sem živel pač čist izkusil čist običajno študentsko življenje. Tako da rečem, bilo super. Kakšna anekdota iz tistih časov? Anekdote iz študentskega. Velikih je bilo, mogoče ne smem vsega povedati tukaj. Je bilo marsikaj, no. Fajn, lahko rečem, da to bilo eno zelo fajno obdobje, lepo obdobje. Takrat v študentu sem tudi ženo Nives poznal.
Kako pa do tega prišlo, nam lahko mogoče to izdata? Kako sta se našla? V bistvu na istem hodniku smo bili. In mi, ko se pač nisi študiral, je bilo pač navada, da si šel na hodnik, tam je bilo vedno kdo, se družil in nekaj sob naprej je bila. In ja, pač smo se malo spoznala in začutila in ja, zaljubila in je bilo to. Ker ja, kje bi se jaz mislil takrat, tudi ali pa ko si najstnik, pa se ponesrečil, da mu daj, ne vem, sploh imel kakšno punco ali pa kaj in je bilo to res nekaj izjemnega. No. No, iz punce je potem, ne samo punca, tudi družina. Tudi žena in ja, in družina, tako da 3 otroke imam, dvojčka, 8 let stara, pa hčerko, 13 let stara. Tako da rečem, da smo tudi, da jih imamo kar precej truda vložila v to, no. Je bila tudi kar ena zanimiva izkušnja, ampak smo zelo vesela in hvaležna, tako da zdaj včasih, ko seveda so v takih letih, da bi kjer malo šel vrat stiskati, pol pač pomisliš, ok, tako smo se trudili za njih, se bom zadržal, ne. Tako da, v redu. A je pol mama bolj stroga? Ali se oba zadržita? Ne, mislim, če prej tako dal, se kar oba zadržita. Se kar oba zadržita. A recimo jih kaj zanima že recimo to, kaj delate v podjetju, jih že kaj vključujete ali jih še pustite čisto pri miru? Na vsakem dogodku, ki ga imamo, ne vem, za partnerje, lansiranje, kakšno praznovanje, so vedno zraven, želijo biti, se počutijo del tega, potem tudi, če so kakšne počitnice ali pa kaj, hčerka pride pomagati, malo kaj v marketing, kaj zlagati, zdaj za kaj drugega, še niso dovolj stari, ampak sigurno je to en način, prek katerega jim želim določene delovne navade nekako vzgojiti. Upam, da bo uspelo. Zdaj, kaj pa, kako bo pa kdo v bodoče vključen v podjetje, to pa ne vemo. Pa tudi zaenkrat si ne delam nekih utvar ali pa bomo videli, kaj bo prinesla. A veš, kaj me še zanima? A se ti zdi, da je ta izkušnja, skozi katero si šel, a te je naredila mogoče tudi boljšega podjetnika, ti je dala večjo širino, koliko te je spremenila po tvoje kot človeka? Mislim, večja empatija je verjetno, ne? Več stvari vidiš, kot jih recimo mi ostali ne vidimo. Koliko je pa recimo to pomembno tudi v poslu, če sploh je? Zdaj mogoče seveda vedno prihajajo neke krize, neki problemi v podjetju, dnevne ali pa malo večje. In mogoče, kar je meni to nekako naredilo, je, da nisem paničen, mogoče ne vidim neke stvari tako skrajno dramatične, ne. In potem se tudi lažje pač vsi skupaj soočimo, ne, kot, ne vem, če bi bil kot direktor, pa ne vem, se nekaj naredi, pa je nekaj narobe, pa bi tam se drl po firmi, pa paniko delal, bi imeli tudi na sodelavce, verjamem, negativen vpliv. Tako da mogoče v tem delu, da vseeno vidim te probleme, ki jih imamo pri delu in tako naprej, ne tako hudo dramatične, ker v vsakem primeru življenje gre naprej. Mi to naredimo ali naredimo, družba gre naprej, svet se naprej vrti. Pač, na nas je pa, da poskušamo čim boljš
narediti pa upraviti tisto svojo vlogo, ki jo imamo. In kako si pa ti pravi svet gre naprej, ne? Tako bo šlo tudi razvoj podjetja. Kako si predstavljaš zdaj razvoj vašega podjetja v prihodnosti? Ne? Se pravi, multinacionalke so tukaj, imajo več denarja, da ga lahko dajo v razvoj kot vi. Kako si predstavljaš prihodnost podjetja? Se pravi, Braslovče, kako je s temi, veliko krat lahko poslušamo, ne vem, želim zgraditi to, pa ne gre. Kako gre pa to pri tebi? Ok, mi se nameravamo tukaj širiti. Smo kupili 25,000 kvadratov zemlje zraven podjetja. Naredili smo novo parkirišče. Tako da tukaj imamo namen postaviti nove skladiščno proizvodne prostore, zato tudi mogoče lahko neke novejše, bolj sodobne tehnologije vpeljemo v proizvodno, kar trenutno zaradi pomanjkanja prostora ne moremo. To je ena stvar, druga pa, kot sem že prej rekel, so določene niše, v katerih se vidimo mi dokaj samozavestni in vidimo tudi priložnost v prihodnosti za nas. Imamo tudi neko zelo stabilno mrežo teh partnerjev v tujini, preko katerih bomo lahko mi te rešitve plasirali tem kupcem. Dobiček si izplačujete ali ne? Ne, zadržujemo. Zadržujete? Ja, za rast pa za razvoj. Koliko? To že ne vem, to je oče že od nekdaj, pač je vas dobiček ustal za razvoj, pač kapital, da si nam ni treba nikoli nobenih kreditov najemati, da tudi lahko financiramo rast. Recimo leta 2022 smo iz 30 milijonov na 41 prišli, pa v bistvu smo se tudi čist iz lastnih sredstev financirali. Prišli ste pa iz nekaj čez 20 milijonov, 41. Na 41. Ja. Potem je prišla pač ta pocovidna, oziroma ne pocovidna, ta naftna kriza, pa smo padli na 35, potem na 24, lani smo zrasli nazaj na 28, 29, da gre spet. Mi delamo končne produkte za končni trg, za končne kupce. Kar je, se pravi, delamo za business to business, ne? In si res odvisen čisto od trga, od dnevne politike, od cene naft, električne energije in podobno. In to zelo tudi vpliva na samo poslovanje. Ampak nekako moja želja je bila, da naredimo organizacijo, tako strukturiramo, da lahko res fajn skaliramo, pa se pač prilagajamo. Da lahko hitro zrastemo, pa tudi se hitro malo skrčimo, pa da ne bomo ogroženi. Ne. Tudi smo mi, iz 41 milijonov pa na 24, pa v bistvu nismo bili nič ogroženi. Skoraj za polovico. Pa nas ni to ogrozilo, niti nismo nekaj odpuščali, pa to, ker pač smo vedeli, da bo tudi prišel naslednji cikel za tem. Ne. Kakšen je vaš odnos do zaposlenih? Kako jih vidite? Kot zelo, zelo pomemben člen v tej strukturi, v teh procesih, ker v končni fazi sam ne moreš vsega narediti, ne. Potem pač moraš si postaviti neko strukturo, moraš ljudem zaupati in tudi želiš, da imajo ljudje take pogoje, da pridejo radi v službo, da je tisto delo, ki ga upravljajo, da je zanimivo, da jim da nek smisel, da se lahko s tem pohvalijo. Tako da, jaz si pač v podjetju želim, poskušam
take pogoje vzpostavljati, da si pač želijo priti k nam delati. V tem smislu. Uporabljate že v podjetju tudi umetno inteligenco in kakšen je tvoj pogled na to in pa ta zeleni prehod, ne? Mnogi pravijo, da Evropa zaradi tega zelenega prehoda je v bistvu v podrejenem položaju napram Kitajski, ZDA in ostalimi. Ampak najprej dajva začeti s to umetno inteligenco. Jo uporabljate, koliko jo uporabljate, kako ti vidiš to robotizacijo, kaj bo ostalo od teh delovnih mest? Umetno inteligenco uporabljamo za tiste dnevne stvari, tako kot verjetno že večinoma vseh nas. Potem razvijamo tudi pomoč za servis in za prodajo, se pravi izven delovnega časa, ta klicni center, kjer bo uporabnik ali pa nek klicatelj, lastnik toplotne črpalke lahko praktično izvedel čist vse informacije, ki jih lahko mogoče nekdo nek povprečen tam operater postreže. Tako da to je nekaj, kar zdaj razvijamo. Mislim, da bo kar koristilo, ne? Tudi, ker kdaj se nam zgodi, da je kak partner zaganja toplotno črpalko, ne vem, v Švici, ne vem kje, ob 9 zvečer, pa pač ima bi rad neke informacije dobil, ne? In zdaj, če mi takrat nimamo več centrala človeka, da bi tam mu lahko postregel, in verjamem, da mu bo pa ta agent lahko z vsem znanjem, ki ga imamo v naših navodilih, v naši dokumentaciji, v naših teh tehničnih dokumentih. Ja. Za konec, mogoče preden so vprašanja publike, načrte za prihodnost podjetja si nam povedal, kakšni pa so tvoji osebni načrti za prihodnost? Kako hitro boš ti spustil? Tako kot oče ali boš do konca? Ali še nimaš odgovor? Še ne veš? Nimam še odgovora na to. Ni odgovora na to vprašanje. V tem trenutku še ne. Dobro. Ampak ja, nikakor pa ne želim biti ovira za nadaljni razvoj podjetja, to sigurno. Zato tudi dam precejšno svobodo vodjem različnih oddelkov pa procesov, glede odločanja in vseh stvari, da tudi je podjetje vseeno. Ne vem, če mene ne bi nekaj časa bilo karkoli, je toliko samohodno, pa toliko odgovornost imajo določeni sodelavci, da to gre naprej. No. Zdaj bom pa šel kar na vprašanje publike. V bistvu tukaj je en komentar, pa ga bom kar prebral. Ne. Želim vam povedati, ne, da ste vzor mnogim, tako radi stokamo in iščemo izgovore, kaj vse se ne da, potem pa pogledamo vas, ne. Kljub invalidnosti vodite uspešno podjetje, imate družino, ste nasmejani, polni idej, s tem dajete navdih in voljo mnogim. Hvala vam za to. Super. Lepo. Hvala. Da res je. Najtežji trenutek v zgodovini Kronoterma? Najtežji trenutek? To je bilo mogoče, ko je bilo podjetje, nekaj par zaposlenih, pa pač mislim, da sta dva neka ključna človeka, na katere je Ati stavil tudi nadaljnji razvoj, ko sta zapustila podjetje. To mislim, da je bil en takih, kar ko se je potem tudi sam spraševal, a iti naprej ali ne, ali kako, ali je sploh prihodnost. Ker ko je mala ekipa, si sicer si mogoče zelo produktiven, zelo povezan, ampak če nek ključen kader zgubiš, je lahko ogroženo podjetje, pa tudi prihodnost podjetja. Ne. Pa recimo, zdaj, tako smo pa mi, je pa malo nas že več, tudi znamo malo predajati več znanja in tako naprej.
in postane mogoče kakšni odhodi ali karkoli zamenjave malo manj tragično, pa se tudi potem ne vpliva toliko na prihodnost ali pa sploh v podjetje ostalo ali ne. Je bilo v družini kaj prepirov in nesoglasij glede tega, kdo prevzame podjetje? Ja, sigurno. Tako kot povsod. Skoraj tako kot povsod, ja. In kako ste se to potem... so neka obdobja, ampak starša sta nekako želela to še za časa življenja podjetje predati naprej. To sta nekako speljala, seveda pa vsakmu je težko. Razen, seveda, če bi se prodali pa razdelili denar, ok. Ampak to ni vizija vaša? Ali pač konc zgodbe oziroma ali pa ti nisi več del zgodbe. Ne. Sej, ko mrzdo reče, zakaj se ženeš, pa treba v službo v to. Ne, jaz rad grem. Ja, ni vsak dan fajn, ni vsak dan prijetno, ampak vseeno, ko pa vidiš tam 120 ljudi res, kar, lahko rečem, večina njih požrtvovalno se trudi za to, da ne vem, so stvari dostavljene, zato da so stvari narejene, zato da so stvari res vrhunske. Pa to ti da energijo in želiš biti v tem noter, v tej družbi, v tem, ne vem, procesu, v tem vzdušju. Zato pač seveda bom tukaj dokler bom lahko in pač dokler recimo ne bom uveral razvoja podjetja naprej. V resnici lepa misel za zaključek pogovora. Res hvala, ker si se odzval, hvala, ker si prišel in delil vse tele tvoje izkušnje z nami. Hvala ti. Hvala. Zdaj pa tako kot vedno, midva bova odšla, ampak sledijo pa mladi akrobati, Žiga Mandl, M-Arms. Danes nas pa čaka predstavitev mladega akrobata, ki nas je v bistvu precej presenetil. Ustvarja tukaj v Zasavju in tu se voziš gor po enih ribih, sploh ni signala in se kar naenkrat odpre ena nekdanja kovačija. In prideš noter in mi nismo mogli verjeti, kaj se tukaj razvija in mi še vedeli nismo tega. V zadnjem času je pa dosegel izjemne uspehe, ker njegove izdelke zdaj uporablja princ Saudove Arabije, celo zmagal je na enem tekmovanju z njegovim izdelkom. Ima tudi njegov izdelek filipinski predsednik in pa en hollywoodski igralec, ki ga vsi poznamo, pa mora biti še mačkon skrivnost, preden se to lahko javno pove. In tu v zadnjem času so prišle take informacije ven, da smo rekli neverjetno in mi ne poznamo tega inovatorja naše Slovenije, ki je prebil Saudovo Arabijo s takim izjemnim uspehom. Tako da vabim gor Žigata Mandla in njegov podjetje M-Arms. Izvoli. Žiga, polno mizo pištol imava. Dajva najprej to, pištole za kje, zakaj so tole? Lahko povem, da pač to vso orožje, ki ga delamo, je praktično za športno streljanje. Zadeva nikoli ni bila mišljena za vojaško uporabo ali policijsko, tako da je bil to cel razvoj prediciran na tem. Tukaj imamo rečemo orožje, ki je bilo razvito za IPSC. IPSC streljanje, to je International Practical Shooting Confederation. Se pravi, imamo dinamično streljanje, poligon postavljen, šteje čas, zadetki. In ja, v tem primeru pač orožje je prilagojeno temu. Se pravi, hitro ciklanje, blakocun, hitra namerilna, ponovno namirjanje, pa zanesljivost. Bom direktno vprašala. S tem orožjem ne moramo mi to, ne vem, opremiti neko vojsko? Zelo, zelo težko. Rečemo, povprečna pištola vojaška, lahko gledamo, ameriška vojska je dala na kos orožja $130. Pri nas za to ceno mogoče lahko proživci kupite. Kako pa je cena takele? Rečemo, osnoven model imamo to, pač v duoton, se pravi, da je spodnji del stainless.
bi bila nekje, mi se zdi, da smo zdaj na 5700 plus davko v Sloveniji, v Aziji se mi zdi, da so pa nekje 7-8 tisoč plus davk. Odvisno, tako da je precej razlika v tem, plus tolerance in vse, tako da je čist druga namembnost. Kako si sploh začel? Odkje je ideja iz enega kovaštva v to, da delaš pištole za športno streljanje? Ta štorija je kar zanimiva. No? Koliko je bilo, cirka 5 let nazaj, smo mi začeli delati, bom tukaj le pokazal. Recimo smo štartali z temi platnicami, basepadi, magveli, se pravi dodatki za orožje. Ko smo mi to štartali, je eno podjetje iz Ljubljane nas povabilo, da bi prišli na Startup Slovenija na tekmovanja. V redu, niti ne vem, kaj to je, kaj rabim narediti. Prideš, predstaviš izdelek, kaj, kako, zakaj, pol pa vidimo, kaj bo. V redu, pridem v Ljubljano, to je bilo v celom štuku, po mojem, 30-40 firm, pridemo not in takrat pač na orožju ostalih proizvajalcev smo imeli montirane naše dodatke. Gremo, predstavimo, super. In to je bilo to. V roku 2-3 tednov dobimo, da smo zmagali. Super. In to je bil naš core business pol za 1-2 leti. Ko se je pa enkrat, rečemo, zadeva razvedla, smo pa prišli do tega, da smo dobili knock-offe, ponaredke. Dosti enostavno je bilo to ponarediti. Rečemo, en od trgovcev je zadevo ponaredil direktno. Rekel, ja, če ne morete dobaviti, imam pravico izvzeti lastnino. V redu. V podjetju sosedemo, kaj ćemo narediti? Ja, ne želimo narediti nekaj to kompleksnega, da nobeno od teh niti ne more. In tu par idej za snov, kako narediti orožje, smo že prej imeli. Takrat sem zbubnil skupaj ekipo, kdo, kaj, zakaj bo delal na tem projektu in smo začeli. Pa tudi ti si športnik, kar se tiče športnega streljanja. Tako, se pravi, poznaš to zelo dobro. Tako, slabih 12 let nazaj sem začel streljati, 13. Najprej precizno streljanje, potem sem šel po dinamiko, pa zanimivo, prva 6-solska pištola za precizno streljanje, ne sem si jo sam naredil in še mi ni uspel kupiti. Ampak poznavalci tega pravijo, da si vpletel noter kar nekih izjemnih inovacij in da res prebijaš v tem trgu, res izstopaš v celem svetu zaenkrat to, kaj si naredil, kaj si ustvaril. Kaj so te inovacije? Na sezidih nekje 17-18, samo v temu tipu pištol, ki jih imamo tukaj. Imamo, rečemo, v hiši glavno zmeti, več vzmetno, blokada varovalke, lepše ciklanje, zaklepene cevi, dodelano, sferičen bušing, ki drži cel skozi na mesto. Zelo, zelo velik. Glavna stvar, kar je, kjer imamo mi največjo prednost pred vso konkurenco, je ta, da 90% konkurence, ki dela ta tip orožja, kupuje polizdelke ali na Filipinih ali v Južni Koreji pri Daewoo. Gor dajo svoj štempelj, upašijo in to je to. Kar pomeni, da ti si omejen za samo surovino. Ti dobiš nekaj in s tem moraš nekaj narediti. Pri nas smo pa kompletno zadevo na novo zasnovali. Se pravi, vrgli stran, kar poznamo in od nule naprej praktično zadevo naredimo. Tudi zasnovali smo jo tako. Tako da dejansko je to ta... V zadnjem času slišimo za neverjetne uspehe, kaj vse za ti dogaja, kdo se kupuje te pištole. A imaš kako zanimivo prigodo? Rečemo nekaj časa nazaj, to je bil slab mesec, dobim klic, ja, dobili smo vašo telefonsko od tega sodnika na tekmi, pač ta naš prijatelj bi rad kupil dodatno vzmeti, pa to za novo kategorijo, se pravi Optics, ker že samo ime pove svoje, ne uporabljamo optiko. Sem rekel, v redu, povejte kaj, kako, zakaj. Ja, zdaj smo tukaj v Grčiji, a lahko pošljete ti vzmeti, followerje in vse to nam v redu. Naslov, dobimo naslov in pač noter ta član kraljeve družina. In sem rekel, v redu, to ima tako. Ajde, tudi če tiste 3-4 federe damo za stone, zadeva ne bo propala. Pošljemo in dejansko dobim nazaj sliko.
možak zadovoljen, zahvalil. Sem rekel, super, ne, ta, ki mi je to poslal, je rekel, ja, to je pač princ, ta in ta, se zahvaljuje. Sem rekel, super, no, rečite mu, če ima cajt, gremo na kako večerjo enkrat, ne. Spet par dni mim, ja, takrat bo na Madžarskem, se prepileš tja. Ok, gremo tja, lahko vidim vaš orožje, ne, da vidim, kako se drži. In je bila malenkost težava, ker so zadevo mazali z določenimi stvarmi, ki niso najboljše. In ko so to čistili v ultrazvoku, je bila reakcija maziva z čistilom in to je noter bilo nefunkcionalno. Ne? Tisto gledamo, kaj ćemo narediti. Sem rekel, v firmi ti lahko popravimo, jaz ti tle ne moram nič pomagati, v redu. In 5 minut debate v avto in smo šli v Slovenijo, ne? V hribe. Čakaj, prav razumem. Princ Saudove Arabije je prišel v vaše hribe tle gor. Tako. In kako je to bilo? Ja, najprej telefon, kličem mojo drago Lejo, ki je tudi velik del firme. Najbolj za kaviar, pa vse to, da bo fino, da ga popustite. In našo mamo, najprej Leja, kaj ćemo narediti, kako, kličem mamo, ki je pač tudi domov zraven podjetja, kdo pride? Ja, ta pa ta, ja, kaj ne naredim? Ja, ne vem, neki za jaz praštim, imamo pa cajt poštimali pištole, In to je tako izgledalo, pride princ, itak neč jasen, sretni česar. Naša mama tam neki speče, ne bom direkt šel. Daj nam si drugače povedal, daj povej. Je po eno kokoš je šla, ne? Tako je bilo tisto, ja neč, a to lahko je, ja, goved, mislim, svinine, ne sme kaj lahko, ja, ne vem, karkoli drugega, ja neč pa bom pa kuro spekla, In je bilo to, malo kruha, malo domače zelenave, in to je bilo to, in zadevo zrihtamo in je možak Evropsko prvenstvo odstrelil z našim orožjem, Zmagal, ne? Evropsko ne, zmagal je pa tekmo, ne vem, ali je bil mogoče Kuvajt ali je bil pa Oman, v glavnem ti GCC države, športno strelstvo neverjetno napreduje, res neverjetno. Saudska Arabija je v 3 letih naredila strelišče, ki lahko brez problema gosti svetovno prvenstvo. Iz nič so prišli do največjega nivoja. Pa je bil zadovoljen? Je kaj pohvalil? Mamino kuhno? Se mi zdi, da krlo. Omenila pa sta, da seveda to izjemno zgodbo podpira pa tudi tvoja draga, tudi zmagovalko v športnem streljanju, če sem prav razumela. Ne? Hobi, aha. Ampak verjetno je pa prav, da še njo povabimo gor samo kot en aplavz, ker sta skupaj to izjemno zgodbo, težko zgodbo naredila do tega trenutka. Predvsem pa Žiga in Leja, mi pa si želimo seveda, da rata to naslednja taka slovenska inovacija, za katero bodo vedeli po celem svetu, na dobri poti sta, čez težko pot sta šla, ko smo spremljali, zdaj so pa taki izjemni rezultati, da verjamemo, da je lepa prihodnost naprej. Še kakšna zaključna misel za vse v tiste podjetnike, ki razmišljajo, da bi kaj delali, pa še niso? Jaz bi nas primerjal skoraj da nekaj s tem roplanom tlele. Na glavo. Ki štartaš vse naokoli z glavo čez zid, pa šponata, ne druge. Hvala lepa Žiga in Leja in srečno še naprej.